Tudi jaz se bom ustavila samo pri 3 točkah. Kot prvo želim omeniti Evropski svet, ki je potekal 1. in 2. marca. Čeprav je precej odmeval v medijih, pa mislim, da moram opozoriti, da poleg podpisa pogodbe za stabilnejšo fiskalno unijo je v zaključkih sveta kar nekaj pomembnih stvari, ki niso zelo odmevale. Predvsem se mi zdi zelo pomembno to, da so državniki dejali, da v tej težki finančni situaciji je še toliko pomembneje, da investicije so in da si jasno postavimo prioritete in da so to tudi na evropskem nivoju in seveda potem tudi v prenesenem pomenu na nivoju držav članic definirali. In sicer so dejali, da naj bodo prednostne investicije v področje izobraževanja, raziskav in inovacij. Poleg tega so ponovno sprejeli zavezo, da bo oblikovan evropski raziskovalni prostor do leta 2014 in da bo do takrat tudi resnično začel delovati notranji trg na področju energije. Hkrati pa so tudi pozvali ministre in pa Evropski parlament, da zaključimo z obravnavo direktive o učinkoviti rabi energije do sredi letošnjega leta. Ker so ponovno izvolili gospoda Van Rompuyja za svojega predsednika, jaz pričakujem, da ne bo kakšnih hudih sprememb v načinu dela in tudi v usmeritvah v svetu. Seveda pa pričakujemo volitve v 2 zelo aktivnih državah članicah, Nemčiji in Franciji, in po tistem bomo videli, kako bo svet zastavil svoje delo naprej. Iz tega, kar se je zgodilo na tem zadnjem svetu in prvem z predsednikom Janšo, ki je sodeloval na tem svetu, jaz mislim, da je ta debata v Sloveniji zdaj o zlatem pravilu in pa o javnih financah tista prava. Čim prej pa mislim, da moramo začeti razpravljati tudi o trajnostnem razvoju, se pravi nujno bomo morali čim prej sprejeti tudi ukrepe, poleg tega varčevanja, ukrepe, ki bodo spodbudili rast, predvsem z usmeritvijo v trajnostno gospodarstvo in pa spodbudami za učinkovito rabo energije. Druga tema, ki je pomembna, ne samo za Evropo, ampak nasploh za svet, je dostop do zdrave pitne vode, ki vemo, da je problematičen, čeprav so Združeni narodi ravno 6. marca letos objavili neko sporočilo za javnost, kjer pravijo, da je tu nek napredek, da ima več ljudi dostop do zdrave čiste vode zaradi delovanja mednarodne skupnosti. Vsake 3 leta je organiziran tako imenovan Svetovni forum o vodi in letošnji bo potekal marca v Marseju in parlament bo pač postavil stališča glede tega foruma. No, največ časa pa bi rada posvetila razpravi, ki bo potekala naslednji četrtek na plenarnem zasedanju in upam, da bomo tudi glasovali o poročilu, ki obravnava razvoj oziroma pot Evropske unije v nizkoogljično družbo do leta 2050. Osnova te razprave je poročilo, ki ga je pripravila Evropska komisija in ki predvideva, da naj bi do leta 2030 zmanjšali izpuste za 40%, do leta 2040 za 60% in do leta 2050 za 80%, kar zgleda sicer zelo ambiciozno, vendar je to na spodnji meji tistega, kar pravijo znanstveniki, da bi morali doseči, če želimo globalno segrevanje omejiti pri 2 stopinjah Celzija. No, poročilu komisije je tudi razdelano, kako naj bi si ta bremena razdelili posamezni sektorji. V parlamentu se zavedamo, da je zdaj težka finančna in gospodarska situacija in da se ljudem morda zato zdi, da ni čas, da bi razpravljali o trajnostnem razvoju, vendar smo mi zavzeli stališče v pristojnem odboru, da izvajati moramo sicer ambiciozno evropsko zakonodajo in da je prav, ki seže do leta 2020 in da je prav, da postavimo tudi smernice, kaj po letu 2020. Predvsem zaradi tega, ker če resnično želimo krenuti v to nizkoogljično pot, potem moramo investitorjem pokazati, da si to dejansko želimo. Kajti nekdo, ki bo kot investitor vlagal v tovarno, v prometno infrastrukturo, v energetsko infrastrukturo,
bo pravzaprav sprejemal odločitve, ki se nam bodo poznale še naslednjih nekaj desetletij, koliko je življenjska doba teh objektov. No, zaradi tega smo tudi veliko razpravljali o teh stvareh in zaenkrat je poročilo pripravljeno tako, da podpiramo usmeritve, ki jih je pripravila Evropska komisija. Imamo pa tu, bom rekla, da smo kar skoraj da na polovico razdeljeni v Evropskem parlamentu in sicer en del političnega prostora trenutno s socialisti in zelenimi, ki so ambiciozni in bi si želeli sprememb ciljev že pred letom 2020, drugi del pa je nekoliko bolj oprezen in zagovarja stališča ne, v leta 2020 pustimo cilje, kakor smo jih definirali, z eno samo izjemo. Ta izjema je direktiva o učinkoviti rabi energije, ki jo tudi zdaj obravnavamo in v njej je zastavljen cilj, da bomo to učinkovitost izboljšali do leta 2020 za 20%, kar pomeni, da bomo sam cilj zmanjšanja izpustov do leta 2020 izboljšali za 5%. Seveda je potem v poročilu navedena vrsta ukrepov, do leta 2020 ukrepi financiranja in ustvarjanja spodbud, po letu 2020 pa tisto, kar nas čaka pri definiranju obnovljivih virov energije in pa sistema za trgovanje z ogljikom. No, prvič pa mislim, da je parlament, vse kolikor daleč meni seže spomin, je parlament zelo jasno oblikoval tudi stališče, da pri omejevanju globalnega segrevanja bodo morale svojo odgovornost prevzeti tudi razvijajoče se države. Do zdaj smo namreč poudarjali samo razvite države. Na koncu želim vse skupaj opozoriti na čistilno akcijo, ki bo potekala to soboto v marcu. Vem, da je to akcija, ki jo pripravlja Društvo Ekologi brez meja, ampak glede na to, da sem bila soavtorica pisne izjave v Evropskem parlamentu, ki je podpisala več kot polovica poslancev, sem pač pomagala pri promociji te akcije. In zato tudi zdaj izkoriščam to možnost in pozivam ljudi, da se v čim večjem številu udeležijo te akcije. Sama sem z mestnim odborom SDS Celje posvojila dve divji odlagališči in verjamem, da jih bomo dobro očistili. Glede spolne zlorabe otrok pa sem prepričana in pisne izjave, ki jo je omenila moja kolegica, sem prepričana, da jo bomo vsi slovenski poslanci tudi podpisali. Saj smo se pravzaprav tudi pogovarjali nekoč, da bi jo skupaj pripravili, glede na to, da je bil to slovenski predlog in sem vesela pravzaprav, da imamo zdaj na mizi. Jaz bi prosim še o akti, ker jih tudi nisem omenila zaradi tega, ker ni del plenarnega zasedanja, ampak mislim, da moram tudi jaz povedati stališče svoje. Sem zelo vesela, da sem slišala, da začenjam slišati malo bolj racionalne in razumne razlage o akti tudi v Sloveniji. Kajti, ko je ta problem izbruhnil, se mi zdi, da so ljudje kar tekmovali o tem, kdo bo bolj obsodil ta dokument, ki pa ni samo slab, ampak jaz mislim, da ima predvsem za našo evropsko družbo veliko dobrih stvari. Ne bom govorila o tem, kaj je dobrega, kaj je slabega, ampak predvsem je pomembno to, da gre tu za dva pola povsem različnih interpretacij. Na eni strani je Evropska komisija, ki govori, da za akto ne bodo kršene človekove pravice in da ne bo treba spreminjati nobene evropske zakonodaje. Na drugi strani so ljudje, ki protestirajo na ulici. Ostali državljani in državljanke se znajdejo nekje vmes med njima in gre za v bistvu vprašanje, komu zaupati. In zato se mi zdi tako pomembno, da dobimo stališče nekoga, v katerega nihče ne bo dvomil. V katerem ne bo dvoma, bomo verjeli, bomo rekli, to je neodvisno strokovno stališče in kot tako je seveda se kot verodostojno postavlja Evropsko sodišče. In zato mislim, da je poteza Evropske komisije dobra. Pod sama podpiram to, kar je bilo že prej rečeno, tudi Evropski parlament mora prositi za stališče Evropsko sodišče, kajti nam se postavljajo dodatno vprašanja in na njih potrebujemo odgovore. In predvsem
upam, da se bomo iz tega primera vsi nekaj naučili. Meni se zdi, da smo v krizi tudi zaradi tega, ker vodstva posameznih držav, ki so tudi politična, velikokrat odločajo, so vodena strani ulice, strani tistega, kar je lažje. Tudi pri aktih se bomo morali odločiti tisto, kar je prav, ne tisto, kar je laže, ne tisto, kar nam bo narekovala ulica, ampak tisto, kar mislimo, da je prav. Pa še nekaj bi dodala, ker velikokrat imam iz teh tiskovnih konferenc, ko odhajam, imam mal čuden občutek, da pravzaprav tudi zaradi tega, ker nas je tako malo iz Slovenije v Evropskem parlamentu, da morda se tudi ne dobi nekega občutka, kaj so tiste res vroče teme v parlamentu, ker pač vsak govori v svoji, tam, z tistega področja, kjer delamo, zato sem danes prinesla seboj revijo, Parlament magazin, v angleščini je, ampak upam, da to ne bo ovira in si lahko vzamete tamle, da boste videli, kaj je tisto, kar je trenutno vroča tema, to je zadnja številka.